V bistvu sem bil pa na skrivaj krščen. Ne? Zaradi tebe oče ni bil sprejet v partijo. Tekste sem znal, to moram priznati. Ne? Ni bilo pa melodije. Tisti, ki imajo najmanj posluha, so najbolj glasni. Ne? Takrat učitelji niso glih odobravali, da si mali stopil. Ne? Kako je spati v zagrebških zaporih? Nisem nič spal. Takrat bi lahko na FSP ne stanoval, ki je imel svoj dom. Ampak, če bi jaz tam stanoval, jaz ne bi dokončal tega faksa nikoli, ker to so bile pa žurke po 3 na dan. Veliko stvari si zapomnim, veliko si jih pa tudi sploh ne spomnim več. Ne? Ampak, hvala Bogu, ima fotografije. Novinar si ali pa nisi, ne? To ni več novinarstvo, kar se mene tiče. In se bojim, da bo tudi zamrl na nek način. Naš današnji gost podcasta Dolenjskega lista je Goran Rovan, novinar, fotograf, kronist Posavja, avtodomar. Večina od nas ga sicer bolj pozna z televizijskih ekranov, na RTV Slovenija je delal skoraj 38 let. Goran, zaradi tebe oče ni bil sprejet v partijo. Ja, to nisem čisto siguren, ne. To so take zgodbice, ki so krožile, oziroma ne zaradi mene. Mislim, da je bilo že to, ko je bila sestra se rodila. Ne. Aha. In je pač bil na spisku, oziroma že bil odobren, da bo sprejet v Zvezo komunistov, ali kaj se je takrat imenovala. Že. Pa dobil otroka? Potem je dobil otroka in seveda je to proslavil s prijatelji, se ga je malo napil in potem malo bil glasen tam po Brežiških ulicah, tako da potem ni bil sprejet v partijo. Ampak zgleda, da je šlo to tudi pol naprej. Jaz se pa nisem nikoli hotel včlaniti v partijo, ker se mi je zdelo, da tega ne rabim, da nisem niti želel nikoli biti neki družbeno-politično aktiven, ne. Čeprav so nas potem kot novinarje trpali na isto fakulteto. Fakulteta se moja recimo imenovala Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, čeprav meni politika je bila zadnja stvar, ki bi jo delal, ampak pol seveda v življenju počneš pa marsikaj. Ja, Matevž ali Goran? Matevž je moje krstno ime, ne? In ko sem pač delal to svoje družinsko drevo, pa to seveda tudi malo poiščeš nazaj. V bistvu sem bil pa na skrivaj krščen, ne? Ker mama je bila vzgojena krščanska, ampak ni glih hodila v cerkev, pri nas ni noben hodil, tudi oče ne. Smo pa hodili k stari mami, in kjer seveda tu je bilo te verski prazniki zapovedani in ni bilo drugače. In oče je bil tudi proti, da bi nas krstili, in pa ne vem, kaj je bilo, da smo bila slučajno sestra, sama dva pri stari mami v cerknici, pri mamini mami, ne. In so nas peljali seveda v cerkev in treba jih je krstiti. In ker Goran kao ni krščansko ime, pa Rebeka, sestra tudi ne, so nas potem drugim imenom, mene so Matevž, za sestro pa niti ne vem, kaj je dobila ime. Ali je Marija, ali je kaj druga. Rebeka je židovsko, ne? Ja, judovsko. Ja. Goran je pa ta grko-katoliška cerkev bolj, ne? Lahko je hrvaška, ne? Pravoslavna, ne? Ja. Čeprav neki Gerani so tudi Švedi, ne? Geran, ampak ni Goran verjetno, ne? Ja. Osnovna šola. Greva kar takole malo. Ja, malo mešano. Po življenju. Ne? Osnovna šola, bil si odličnjak. Ja, osnovni šoli. V glavnem si imel predvsem en predmet 4, ne? Menda bolj slabo poješ, ali kaj? Ja, posluha sploh nimam, ne. In tudi problem je bil, ker smo mi hodili recimo s stari mami v cerknico, in te moje bratranci pa sestrične, to so vsi pevci taki, ki so res znali malo peti, no, saj meni se je zdelo, da znajo, ne. In meni bilo narodno, in pol sem je še vedel, ti kar poteka ne znaš, ne. In temu primerno sem pač si pel noben... imel fiksno idejo, da ne, ampak sem pol eno obdobje, ko smo pa hodili v hribe, sem pa seveda začel peti, ampak tisto petje
tekste sem znal, to moram priznati, ne. Ni bilo pa melodije. Sem pa to nadomestil potem z glasnostjo, ne, tako da sem takrat, ko smo peli, sem bil bolj glasen. To se običajno zgodi, ja. Da. Tisti, ki imajo najmanj posluha, so najbolj glasni, ne. Ne, sem se pa, tudi ko sem šel... Ti imaš pa rad glasbo, ne? Ja, to sem... Precej časa sem posvetil glasbi, ampak to hočem to dokončati, ko sem šel v gimnazijo, ne. Jaz sem bil že v 8. razredu tako visok, ko sem zdaj, kil seveda manj, ne. In tudi motiral sem že, ne. Ko sem pridem v gimnazijo, so rabili za pevski zbor pevce, ne. Fantov nas tudi ni bilo veliko, ne. So bile v glavnem bolj punce prevladovale v gimnaziji Brežice. Ko so bolj pridne. In sem seveda, takrat si bil profesor Klepec, je učil glasbo na tej gimnaziji. Me seveda takoj ti bo šel, ne. Sem rekel, pa če nimam posluha, ne, se boš pa za številko. Sam potem nisem hodil, ker sem pač vedel, da je brez veze, ne. To nima smisla, da se tam, pa še na vaje bilo treba hoditi, ne. Ja, nerodno. Jaz sem šel poleraj, me je pa Senica vzel gimnastiki in sem treniral par let gimnastiko v gimnaziji. Gimnastiko si treniral si tudi plavanje, ne? To je bilo pa v osnovni šoli. Smo še pri osnovni šoli zdaj. Aha. V osnovni šoli sem začel, mislim, da je bilo v 4. razredu, so nas postrojili, kdo bi plaval, pa sem se seveda javil in pa smo začeli s suhimi treningi prvo, ker to je bilo na začetku šole, septembra, ko je že bazen bil zaprt. Potem smo pozimi začeli, v Čateške so nas vozili, pa mislim, da smo šli enkrat celo v Zagreb v mladost na bazen. In pa sem začel trenirati in sem plaval na 3 ali 4 leta. Takrat smo vsi v Krškem plavali, ne. Ja. Večina, ne. Fajn je bilo, ker si bil cele dneve na bazenu, vse se je tam dogajalo. Tako da prve 3 leta sem kar treniral, čeprav jaz sem prstno plaval, ne, tako da niso bile to neke razdalje. Sem imel pa take trenerje, no, recimo Niko Živrat, ki nas je teral, ko da bomo vsi plavali maraton, davžen 500 metrov kravl. Moja daljša disciplina v pionirskih kategorijah je bila 50 metrov, ne. Takrat, ne. Ampak dvakrat na dan po 3 kilometre, mislim, to se ti tudi zameri, no. Tako da nisem več ljubitelj plavanja. Zdaj, ko grem na dopust, bolj redko zaplavam. Si pa precej stvari počel. Tudi tekmoval si malo v smučanju, No ja. pa igral si košarko za šolo. Ne, enkrat. Samo enkrat. Ja. Aha. Pa v matematiki tudi, ne? Ja, tis pa sem. Če košarka, no, res, da sem enkrat bil neki šolski reprezentanci, ki smo igrali proti, ne vem, občinske lige ali kakšne. Niti liga ni bila, no. Neke tekme, take bolj prijateljske. Pa nisem bil jaz za košarko, tudi, ne vem. Smučanje sem že dosti zgodaj začel, me pa stric Polde peljal enkrat na Mariborsko Pohorje, na Ribnico sem imel neko pobratenje, kar Brežiška šola, pa na Ribnici gor, ki je bil njegov sošolc, je bil tam pač profesor telovadbe, ne. In takrat sem še nek tečaj zimski, čeprav sem že prej neki smučal na naših hribih tam okoli po Krškem, ne. Tako da sem bolj tisto smučanje sem kar teral naprej, dosti let, dokler nisem začel pa bordati, ne. No. To je bilo pa že tam kasneje, 90-ih, ne. Ali pa z Bigfootom. Ja, to je bilo pa tudi spet malo po tistem, no. Jaz sem kupil bord, pojma nisem vedel, kaj je to, ne. In eno leto je bilo v Sloveniji malo manj snega, to je bilo že, ne vem, zdaj na pamet, v 80-ih tam nekaj, konec 80-ih. Konec 80-ih, ja. Ja. Mislim, da seveda ni bilo še sina. In je bilo manj snega, jaz sem pa kupil Elanov bord, ne. Pa še nisem ga uporabil, ne. In pol v Sloveniji ni bilo snega in smo šli tisto leto na Češko, z eno ekipo iz Brežic, tudi Vlado Podgoršek, recimo, je bil moj stanovski kolega, dopisnik Dela takrat. In tam je bilo pa problem, je bilo pa snega nekaj, ampak je bilo vse pomrznjeno, ne. Jaz sem imel smuči svoje, nisem imel glih nabrušene in po tistem ledu ni najbolj šlo, sem rekel pa bordo, ne. A 3 so bordali tam, nisem niti videl, kako to gre in sem se po nekem cevcu vozil, več sem bil po tleh, ko gor, ne. Fino je pri bordu, če padeš, to ni nobena sramota na smučanju, če smučmi padeš, je to takoj rundo, moraš plačati ali kaj takega. Borderji so pa skozi padali takrat, ne? Ja, seveda, to so bili začetki, ne, se jih ni bilo veliko, ne, tako da
Ampak pol me je to prijelo, od takrat nisem več stopil na smučke. No, stopil sem potem, ker smo cele dneve bordali, sem pol na nočno smo šli pa malo z Bigfootkam, da si se malo sprostil, ker bord si ipak le, bi rekel, ukočen, ne, v tisti položaj je čist drug, kot pri smučanju, ne. Skozi si v neki taki freži. V enem šolskem spisu si napisal celo, da lepo nam je pri telovadbi, lepše kakor pri knjigah. No, čeprav jaz v osnovni šoli sem veliko bral, pa kasneje v gimnaziji tudi veliko, potem se pa pač malo nehal, no, kar se tega leposlovja tiče. Si bil pa zelo aktiven in v bistvu že v osnovni šoli se je pokazalo recimo tudi tvoj nadarjenost za to, kar si pozneje počel v življenju. Bil si v fotokrožku, šolski fotoaparat si dobil v roke, Ja. in pa dobro si spise pisal. Ma kaj pa vem, no, mislim, hotel sem biti malo drugačen kot tisto klasika, ne. To mi ni delalo problem. Sploh se mi zdi v osnovni šoli, jaz se nisem veliko učil, ne vem, mi ni bilo potrebe, sem si nekaj stvari zapomnil, da bi se posebej pripravljal, ajde, mogoče sem pregledal pred kako kontrolko, par strani za nazaj v zvezek, pa to je bilo dosti, ne. Spise sploh ne rabiš kaj veliko razmišljati, če ti leži. Matematika sploh ni bila problem, no, vsaj meni ne. Najtežje mi je bilo, ko se je bilo treba kaj na pamet naučiti, ne. Kakšne formule, pa kaj takega. To mi ni ležalo. So te pa že takrat v osnovni šoli so te so ti bili všeč hipiji. V enem spisu si napisal, lahko preberem tole. Ja, lahko. To se ne spomnim, bom nekaj dolgo zvedel. Hipiji so mi nasploh všeč. Za njih ni važna politika. Živijo za ljubezen in vero. Zelo so verni. Na njih mi ni všeč le zanemarjenost, ampak tudi obnašanje. Se pravi, tudi zanemarjenost je bila všeč. Ampak ne samo zanemarjenost. Vsak dela, kar se mu zljubi. To verjamem, da ti je bilo všeč. So mladi ljudje, ki drugače gledajo svet. Če bi bili vsi takšni, ne bi bilo vojne. Ja, to je bil tisti flower power, verjetno, ne, generacija. Jaz sem takrat poslušal Janis Joplin, Jimija Hendrixa in tako naprej. V osnovni šoli že. Ja. In seveda sem tudi spremljal Woodstock in tako naprej. Pa bil kdaj tudi hipi? Tako v osnovni šoli, ne, potem sem si v gimnaziji sem si pač privoščil malo daljše lase, kasneje tudi brado, v 3. letniku že, tako da, ampak mi je bil blizu to gibanje, no, mislim, vse smo vsi tako razmišljali svobodno, da ljubimo se in tako naprej, ne, glasba, seveda. Ampak, ne vem, verjetno bi težko živel v neki komuni, taki hipijevski, ne vem. Biti pa malo hipijo, pa oblačiti se takole. Ja, to pa ja, to smo se pa mogli, ne, hlače na trapez, napis, znak gor in tako naprej, ne. Čeprav sem tudi provociral, recimo v gimnaziji sem začel nositi križ, pa nisem nikoli lesen. Lesen sem si ga sam naredil, z mašinco sem si zrezal. Seveda, tudi dobil ukor zaradi tega, češ, kaj se grem, ne. Nekaj spisov svojih imaš tudi na spletu, ne? Ja. In tudi pod nekaterimi Tiste, ko so bili objavljeni, ja, v nekih glasilih. pod enim je pa v glavnem so odspod ocene, ne? Ja. Pod enim, v glavnem 5, pod enim je pa 2. Ampak mislim, da ta spis mi je pa meni bil daleč najbolj všeč in mislim tako strašansko iskren je bil in To Omami, ne. Omami. Lahko ne 2 stavka preberem. Samo da to obrazložim, ne. Profesorica oziroma učiteljica moja slovenščine je bila naša soseda, v bistvu v bloku smo skupaj stanovali, sicer v tem obdobju so se že oni odselili v hišo. In jaz seveda tudi drugače gledala, ker smo bili osebno povezani. Jaz sem hotel pa malo izstopati, pa sem malo frajerja sedela, pa sem pa svoje napisal. Ne, sem mislim, boleče iskreno, no. Ja. Takole praviš, ne. Vem, da mi hoče vse dobro, a je včasih ne morem in nočem razumeti. Kadar me sili z učenjem, se dolgo upiram, tako da moram potem spati. To ni lepo, a kaj, ko sem tako trmast. To bi mi le koristilo. Ko pride z govorilne ure, se začne grajanje. Sam sem si kriv.
Takrat ji vse obljubim, a kmalu vse pozabim. Muči se z mano, vidim, da trpi in me hoče pripeljati k cilju, k kruhu. Kadar me natepe, ji včasih sploh ne odgovarjam na vprašanja in tako naprej. Ne? Veš, kakšne vzgojne smo imeli tudi v nas, ne? Ona je bila učiteljica tudi, ne? Učiteljica, ampak ti si bil odličnjak. Ampak ona je učila na drugi šoli. V glavnem skoraj same petice si imel, ne? Ampak je bilo še vseeno hudo, ko je domov prišla z govorilnih. Ja, zato, ker so vsi rekli, veš kaj, če bi pa malo boljše se potrudil, bi pa lahko še boljši, ne vem, kako bi bil lahko boljši, če sem bil že 5, meni je bilo 5 dost, ne, 6 ne obstaja, ne, in ne vem, zakaj bi se trudil, ne, meni je bilo to tako zraven. Pa tudi tle ni šlo samo za ocene, je šlo tudi tako, ko smo kako špičili v šoli, ne. To si pa menda kar veliko. Rad si bil nekaj posebenega. Pa ne, smo bili vsi taki v bistvu. No, dobro, jaz za sebe vem, ampak takrat učitelji niso glih odobravali, da si mali stopil, ne, da vem. Recimo meni so bili punce všeč, od 5. razreda naprej sem že imel punco, bi rekel, ne. Ampak in potem smo šli v šoli na neko proslavo šolsko, fantje levo, punce desno, in sem se med punce usedel, med fantje, je bilo spet narobe, ne. Spet drugič, spet kaj sem, kjero preveč pogledal, pa spet ni bilo prav, ne. Tako da, ne, učitelji so bili malo za današnje pojme staromodni, ne. Pa tudi takrat so ti marsikaj lahko rekli, pa to ne smeš, tudi recimo lase, pa nisem imel niti ne toliko dolgih v osnovni šoli, ne. Me je recimo Niko Žibret, ki je bil trener tudi plavanja, prijel za tiste ti Beatles, zdaj nisem imel 3 cm dolgi, ne. Ja, ampak bolj pred koncem je imel precej dolge že. Pa ne v osnovni gimnaziji. šoli. Gimnaziji pa, tisto, ja. Tam ni bilo več pol. Ja. Tam so nas celo vikali, ne. V osnovni šoli si pa prišel na počasni spisek škole, tako imenovani. Misliš značka Ribarja? Čist, ja. Ribarjevo značko, ko si bil 8 let odličen. Ja, dobro, tu so vsi dobili, kjer so bili, takrat nas je bilo v moji generaciji, ne vem, pa je bilo nas 6 ali 8, nekaj takega. In to je edina slika, ki jo imam z 8. razreda. Drugače, vseh 8 razredov smo se slikali in imam vse fotke. Iz 8. pa nimamo, ker smo se selili v novo šolo in, ne vem, so pozabili povedati, oziroma smo mogoče mi prezgodaj nehali, ker smo 8. razred, smo že junija končali, ne. Smo šli na končni set in pol nas ni bilo več. Potem je pa prišla gimnazija, ne? Ja. Tam si se pa razcvetel, ne? Ma, kaj se vem, jaz gimnazijo nisem šel s tem, da bom se učil, ne, mislim, to mi tudi prej ni bilo, ne. Sem mogel malo več narediti za gimnazijo, to priznam, ne, da je bilo treba kdaj tudi kako knjigo pogledati, ne, ker prej je bilo to bolj poredko. Drugač pa nisem stremel k tem, da bi bil tam najboljši, ne. Samo da gre naprej, ne. Nisem imel 2, 3, ajde, ampak nisem bil odličnjak več. Kako je spati v zagrebških zaporih? Nisem nič spal. To je bilo pa v zadnjem letniku, ja, seveda. Smo šli, vsako leto je šla Brežiška gimnazija na zagrebški velesej. In že preden smo šli na vlak v Brežicah, ne, smo se fantje malo okrepčali. Ja, in potem to nadaljevali tudi na velesejmu. In ker naslednji dan je prišel Tito, so pač take pospravili, ne. In med njimi, med njimi so tudi mene. Jaz sem bil z dolgimi lasmi, brado, sam sem si naredil brezrokavnik iz ovčje kože, tisti, ki je bil čas, in pa še brez dokumentov, ne. In seveda so me pobrali, z marico odpeljali, sicer jaz se tega ne spomnim, ker ko so se zbudili, je bilo že tema in sami taki okoli mene, ne, iz podzemlja zagrebškega, ki so se poznali med sabo, ta je dobil tukaj, ne vem, med sabo so govorili, koliko je dobil ta Aresta, koliko je on tega zaklav, pa tako in naprej, jaz neki javno, rekel, prvič je hudo, pa so šlo. In potem so me drug dan sodniku za prekrške, ne, ker so me mogli nekaj obtožiti, ne, ni bilo dosti, da sem brezosebna, ne, so me obtožili, da sem nacionalist, ne, da sem žalil hrvaško državo, mislim, takrat, če ni bila država, republika, ne.
Niti v sanjah ne bi tega počel, ker mi smo hodili na morje, na Hrvaško in Hrvatice so hodile k nam, tudi v šolah, Krška smo imeli neke kontakte. In si jim ne bi hotel zameriti, ker so bile tudi lužne med njimi, ne? Takrat je bilo bratstvo in enotnost, to ni šans, da bi sploh pomislil, kaj proti Hrvatom. Čeprav sem kasneje, recimo v gimnaziji, potem, ko smo s kolegom, sošolcem, Dimitrijem. No, kako se je končalo tole zapor? Aha, Na koliko si bil obsojen? Si bil 10 obsojen? dni. Na 10 dni. Na 10 dni in potem drug dan mene ni bilo v šolo, ne? Kje je Rovan? Ni ga. 20-30 je tudi delal na gimnaziji, pa takrat, ne? Mama kliče dol, noč noben ni vedel, mene ni bilo doma, ne? Nisem doma prespal. Ja, pa mogoče pri kakšni punci ostal, ne? To je bila varianta, ne? Ni šans. In potem sta šla stric, pa mama s Fičetom v Zagreb, prvo v ta na policijsko upravo je bila takrat, kaj je že bilo tam blizu železniške postaje. No, sem si pogledal kasneje, kje to je, ampak ne vem, kjera ulica, no, tam, kje je ta spomenik. No. In če sem tam, so rekli, ne, tle ni nobenega. Ne. Pa sta šla, ne vem, še neke druge policijske postaje. Niste šla pa po bolnicah? Tudi po bolnicah, pa je nikjer mene ni bilo. In pol mama, ne vem, kaj ni dal mira, da gremo še enkrat tam, ko smo že bila, ne, na to prvo. Ja. In on spet reče, pa kaj hodite, vsega ni, ne. Tlela imam spisek, je rekla, pa dajte vi meni tam en spisek, da mi jaz pogledala. In pogleda in me najde noter, ne. Ja. No in pol seveda, no. Aha, kaj pa zdaj? Obsojen na 10 dni, kaj zdaj? Takrat ni bilo mobitelo, meni so rekli tam na sodnica za prekrške, rekla, ja, lahko napišeš prošnjo, pa pošleš, ne, to bi trajalo 3 dni, da bi pošta prišla domov, ker če bi imel denar, bi lahko plačal, ne, Ja. teh 10 dni kazen, ne vem, bi rekel zdaj le 50 €, ali kaj sem v tem rangu, ne. No in pol je seveda mogla plačati tistih 45, ker en dan sem že odslužil. In naslednji dan sem imel izpit za avto, za vozniško dovoljenje in seveda tako je bilo. In potem še leta in leta je moja razredničarka Ksenija Antolovič je bila, profesorica francoščine, za vsako preden so šli v Zagrebški velesej je rekla, da ne bo se zgodilo tako, kot našemu dijaku Rovanu. Da so me imeli potem. Kaznovali te pa niso v šoli, nič? Ne, ker so imeli slabo vest, ker so bili mečkeni tudi sami krivi. Ne? Nekdo bi mogel nas skrbeti, če smo vsi prišli, pa če smo vsi šli in tako naprej. Lahko bi tudi vlak padel, karkoli se bi lahko zgodilo. Ne? Ali pa so ljubus, ali pa kaj takega. Ja, to najbolj nič takega čudnega. Čeprav jaz, recimo v gimnaziji, jaz nisem šprical tako, kot so drugi, ne, veš, mi smo hodili z Krškega v Brest, smo šli z vlakom, potem pa peš ali pa z avtobusom naprej do železniške, do mesta, ne, do gimnazije. In nekateri, ki je bilo treba kaj pisati, kakšna kontrolka, pa to so pač namesto, da šli v Brežicah, dali so šli naprej za Zagreb. So tam malo glumili, pa spet z istim vlakom, ko smo šli domov nazaj. Ne. Jaz sem ponovadi, se mi je zdel brez veze, da bi hodil nekam okoli, se doma mama pretental, da mi je napisala opravičilo, pa pač nisem šel v šolo, ampak dobro, to je bilo mogoče, ne vem, 5-krat. Ja. Si pa dobil ukor v bistvu zaradi nečesa, kar pa nisi naredil. To je pa profesor Kugler, likovno vzgojo nas je imel. On je bil tudi tako, rad je punce pogledal in si je prvoščil kaj kako pred tablo postavil, pa tako malo jo ceno od glave do pete, kakaj je. Estet. Ja, bil in jaz profesor sem likovno s svojo umetnosti. sošolko takrat hodil, eno pač Lili je bilo ime, ampak potem naslednjo leto nismo več hodila, ne. Smo pa sedela še zmeraj v isti klopi, ne vem, pri likovnem slučajno, no. Drugače nismo. In me je obtožil, da sem jaz seveda, ne vem, otipal, šlato med poukom, kar seveda ni bilo res, ne. Ampak to je v njegovi domišljiji in noben mi ni verjel, da to ni res, no, ampak lej, še danes vem, da ni bilo in da je bilo po krivem. Mogoče je bilo kdaj prej, tisti dan ne. Zakaj nisi začel kaditi? Zato, ker sta oče in mama oba sta kadila in mi je v bistvu smrdel, ne, takrat se je to, ko so se doma sosedi ali pa prijatelji so prišli njihovi in so igrali tarok do zjutraj in to je bilo
pepelnik zvrhan tistih čekov in ko sem jaz to zjutraj z mize ustranjeval, ko sem prijel, me je tisti katran mi je smrdel. In tudi nikoli mi ni bilo všeč, no, čeprav smo sosedom moj je bil malo 2 leti starejši, on je že v osnovni šoli kadil, ne, in me je tudi enkrat... Novak, ali ko se je pisal? Ne, Željko Kočevar. Željko Kočevar. Enega Novaka ste tudi imeli v osnovni šoli, ki je bil tudi precej starejši. Ja, ti si bilo v 2. razredu. Ta je pa že takrat kadil, ampak on je bil 2 ali 3 leta starejši od nas. In ni mi, 2-krat sem potegnil, mi je bilo slabo, slabo, ni mi bilo všeč, no, tako da potem so rekli, ko še v gimnazijo, pa začel manj, spet ne, vsi so kadili, ne, ker si frajer, če hodiš v gimnazijo, lahko kadiš, ne, seveda ne v šoli, takrat se je seveda na vlaku kadil, pa po lokalih. Ja, pustimo zdaj šolo, ja, sigurno je ogromno nekih anekdot, čudovitih, krasnih. V bistvu po gimnaziji si se upisal na fakulteto za družbene vede sedanja, se pravi FSPN, fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Kaj te je prepričalo, da greš tja? Jaz sem že v bistvu v 4. razredu, ne vem, zakaj sem se odločil, da bom novinar, osnovne šole, ja. Poznam. In sem takrat že pisal pa pošiljal za Dolenjski list, take manjše članke, niti članke, ne, vestičke, no. Ja. Ne vem, pionirski odred osnovne šole, Stovnika Juha smo imeli v Krškem, recimo, ne, je imel, ne vem, bralno značko, pa so podelili, pa tako naprej, ali pa razne, recimo oče, ki je glavstvo nared, pošiljal te športne rezultate, nekaj so imeli tekme, pa se spet poslal in celo dobo honorar za to. Ja, ne, tako da malo otroci smo dobivali na Dolenjskem. Pisal sem seveda še na roko, pa sem Moj rokopis je bil bolj tak nečitljiv, da sem bolj se potrudil, da so znali uredniki na Dolenjskem listu celo prebrati. In bolj je bilo pa, in to že takrat seveda sem sanjal, da bom nekje novinar, da bom hodil po koncertih, pa glasbo spremljal, recimo, ne vem, da bi šel na koncert Rolling Stones, Beatles, ne vem koga, Jimija Hendrixa, to se mi je zdelo skoraj nemogoče že, ne, v tistem obdobju. In pol v gimnaziji me pa stric malo navdušil, pa malo za to telesno vzgojo, ne, šport. Tako da sem pol, ko smo imeli informativni dan v 4. letniku gimnazije, ko je bilo treba na fakulteto, se šel na DIF, se pravi fakulteta za telesno vzgojo, kaj se je že takrat imenovala. Visoka šola za telesno vzgojo. Ja, visoka je bila, ja. In na FSPN, no, ampak pol na koncu je seveda prevladala prva ljubezen. Ker za to učiteljski poklic oziroma telovadbo se mi je tako, se mi je zdelo fajn, bi imel počitnice, pa bom 2 meseca frej, pa bomo malo hodili okoli po morju. No, kdo je bil tvoj stric, moramo povedati. Ne? Ja, je pa Poldarovan. Poldarovan, oče, brežiške atletike. Ja, še prej je bil trener rokometa. Rokometaš, ja, in je prvič je sam igral, drugič je pa potem treniral ženske ekipo. Takrat je bil tudi Darko Šetinc, je bil eden od trenerjev, ki se ga jih jaz spomnil. Sem pa hodil tudi, v času gimnazije sem hodil na te tekme brežiških. Takrat se ni igralo v dvoranah, se še tu ni igralo na asfaltu. Mislim, tak šport, nas je bilo na tekmah, nas je bilo kar nekaj, ne samo Brežičano. Takrat je bila, rokomet je bil dosti popularen v Posavju. Smo imeli v Krškem svoj klub, Dobova, Radeče, Sevnica, vsi so imeli svoj klub in to je bilo rivalstvo mestno. Še zmeraj imajo. Ja, verjetno, dobro, zdaj ne spremljam mesto. Študijska leta, vedno si menda imel vse spite narejene že junija, ne? Ja, to mi je bil cilj, ne? Da imam bolj počitnico čim dlje, ne? Nikoli se nisem pustil mislim, meni ni bil važen, ali je 6 ali 10, sam da je narejen, ne? Razen potem, ne vem, po 3. letniku, ko sem dobil malo štipendijo. Pri pionirju, ne? Ja. Ker je oče delal. Mi je oče zrihtal v bistvu. Nepotizem. Takrat je bilo to še normalno. Je, da so za svoje otroke poskrbeli, ne? Ja. Zdaj pa nepotizem to. Ja, seveda, danes bi bilo to... Protikorupcijska komisija. Oče imel tudi malo slabo vest, bi rekel, ker se je pač ločil od nas, ne? On je šel svojo familijo, si ustanovil v Novem mestu in je pač na ta način mi hotel malo pomagati. Mama je skrbela za nas, res, da je on tudi plačeval tiste alimentacijo, ali kaj je že bilo, ne?
ampak se veš, denarja nikoli ni dosti, ne. Sem pa jaz tudi malo s tem novinarstvom, pa s fotografijo tudi malo zaslužil, pa tudi tako sem si izbiral, recimo, dobro planinstvo, sem bil vodič, tudi planinski, mladinski vodnik, ne. Na ta račun pač nisem plačal tabora, recimo, ne, sem bil pač 10 dni tam zastojno, ali pa zim, smučanje, ne, šole v naravi, tako da si pač ni bilo treba 10 dni plačati smučanja, ker tudi ni bilo poceni, ne. Si na ta način si lahko prijetno skoristim. Imel si pa zanimivo idejo, kaj bi delal za diplomo, ne, Ja. za diplomsko delo, ne, si hotel primerjati te fotografije v Playboyu, Startu pa v Telexu, ne, Ja. nekaj v tem smislu. No, sej pravim. Tam so bile zanimive fotografije. Ja, seveda. In tudi, recimo, takrat je bil na faksu pred mano, je bil, mislim, da je bil Makedonc, zdaj se ne bom spomnil imena, ki je delal svojo diplomsko nalogo na temo karikature. Meni je bila pa fotografija dosti blizu, čeprav takrat nisem to jemal, ne vem, če bi se danes odločil, bi mogoče bi šel za fotoreporterja, kot novinarja, ne. Takrat se mi je pa zdelo to tako, da ne more vsak biti, no. Ali moraš imeti opremo, ali moraš imeti vez ali karkoli, ne. Nisi kar tako prišel, ko danes pošlje slike, pa je, ne. Ja. Se mi je zdelo, da bi bilo fajn, da bi naredil neko analizo, kakšna je vloga fotografije, ne. Recimo Playboy, se ve, kaj je bil, ne. Je še danes verjetno, ne, če še obstaja. Mislim, da ne. No, verjetno. Telex je pač bil takrat tak nek revija slovenska, pa Start je bil pa jugoslovanski, oziroma ne vem, na Hrvaškem so ga izdajali, Vjesak, Zagrebški, ne. kjer so pa tudi te duplerice imeli noter, ampak to je bila ena stran ali mogoče 4 srednja list. Da se Lepe punce so bile. Ja, lepe punce. Ne. Ampak ne gre Ne samo za preveč to. oblečene. Ne, meni se zdelo, da ta fotografija, da ima neko funkcijo v tem časopisu. Še danes jo ima, ne. Zdaj pa v kaki vlogi, da bi to raziskal. V bistvu te Moj revije, mentor te ni- revije, ne, ker ni bilo sicer pri kupcih v prvem planu, ne, ampak so imeli zelo dobre članke, ne. Ja. Izjemne intervjuje noter, ne. Naklado so si pa povečevali. Ja, saj to je bilo pač, mislim, bi rekel, tek marketinški pristop, ne. Ja. Ker jaz tudi, ko sem gledal Playboy, ne. Nisi potem Ne, to imel za potem diplomsko. moj mentor je bil Tomo Martelanc, nekdanji, ne, mislim, da je bil celo minister v vladi tam konc po vojni, pa bil je na koncu, ko sem jaz delal diplomo, je bil pa direktor NUK-a, Narodne univerzitetne knjižnice v Ljubljani, in takrat sem jaz še k njem hodil na te, je rekel, da je nekaj bolj pametnega se zmislil. In ker sem bil pač že v pionirju, Kot štipendist si šel že v se šel službo? odslužiti svojo štipendijo, ne, sem rekel, no, bom pa tle nekaj naredil, in sem pa se nekaj lotil, analiza tovarniškega, oziroma Pionir pač ni bila tovarna, tega glasila Pionir, ki je izhajal, in nek predlog informacijsko-komunikacijskega centra, da bi združil, takrat se je rekli, ekonomsko propagando in informiranje in še delegatski sistem v bistvu, ker so bile te. Ampak tale služba v Pionirju ti ni najbolj ležala. Ni mi bilo hudega, no, Ni ti bilo. mislim, ne. Jaz sem fotografiral še zmeraj, hodil po gradbiščih, jaz sem to v enem tednu naredil, ne, ker tisto časopis, meni ni bilo problem. Katjuša In Borsanova je Je bila urednica uradno, tako da na koncu mi je že zdelo butasto, da se pod vsako podpišem, da se nisem niti podpisoval, pa se je pa ona hvalila, da to njeno, ampak dobro, pustimo. Ker je bilo, če je bilo 90% mojih tekstov, da se pod vsaka podpišem, škoda, ne. Mislim, že neumen zgleda, ne. Ni mi bilo hudo, no, Zakaj si pa pol šel na televizijo? Šel sem zaradi tega, ker prvič, ko sem jaz sanjal v novinarstvu, sem rekel, jaz ne bom delal od 6 do 2, 8-urni delovnik, to ni za mene, poleg tega zjutraj težko vstajam. In Pionir je bilo treba ob 6 vstajati, ne. Tam si mogel biti, če si kaj delal ali pa ne, ne. Drugi so začeli z viski, pa tako naprej, do 10 so še zdržali, pa ne vem, kam so šli. Jaz sem rekel, tega se ne grem, prvič sem se vozil iz Krškega v Novo mesto, ne.
treba se prepeljati, drugič pa tudi ni mi bilo, da se zapijem, ne vem, in takrat sem pil kave, ne, ko je kjer prišel v pisarno, kavo. Ti si že v gimnaziji svoje popil tam Ja, na Velesejmu. in tudi drugače smo ga pili takrat. Tudi na fakulteti so bile žurke, tam sem stanoval na Taboru, to je bilo do zjutraj ponovadi. No, tam sem imel pa cimra, je bil pa Jani Longo, rokometaš Slovana takrat, pa seveda je Krivokapič je tam stanoval, pa Bojevič in pa tako naprej. Sem tudi s fotoaparatom slikal njihove tekme na Slovanu, ven nisem hodil z njimi, no. Ker pač bi bilo treba plačati, pa klub ni imel tega interesa, jaz pa tudi na svoje stroške nisem šel, ne. Je bilo pa tudi burno, no, tako da je bilo zgodbic tam takih in drugačnih. Je pa še tako, moram povedati, problem je tega doma, ne, to je bil dom. Samski dom. V bistvu, ja, hotel bi lahko bil, no, tako rekoč, ne, ker je bil tako eliten, ne, to je bilo tudi na vsaki lokaciji, ampak zraven je... Čigav dom pa je to bil? Mislim, da je bilo takrat, zdaj bi rekel SCT, sem takrat se drugače imenovali, ne vem, kaj je že bilo. Neko gradbeno firmo. Ker tudi zrihtala mi je od očeta sodelavka, Ida Slapšak, ker je bil njen sošolec, je bil pa direktor tega doma in tam nisi prišel kar tako noter. To je od Urše mama? Od Urše mama, ja. In ona je poznala pač tega svojega sošolca, rekla, da je zrihti, jaz sem pa takrat nekaj časa se stanoval za Bežigradom zraven študentskega naselja, ker tudi nekako je bilo tako, da nisem imel cenzusa, par evrov sem preveč, je imela mama preveč, oziroma še tista alimentacija, ki se je upoštevala, da nisem dobil v domu, ne, drugače bi lahko na FSPN-ju stanoval, ki je imel svoj dom. Ja. Ampak, če bi jaz tam stanoval, jaz ne bi dokončal tega faksa nikoli, ker to so bile pa žurke po 3 na dan, tako da bi se težko uprl, da ne bi prišel kam. Tako da, jaz sem prišel zjutraj na faksu, niso šli pa spat. Dobro, so bili tudi taki, ki so normalno študirali in živeli tam, ampak... Pejmo na televizijo. Ne, dobro. Skoraj... Ja, to še nisem zakončal, zakaj nisem šel, zakaj sem šel od pionirja. Aha, ja. V bistvu takrat je bilo to obdobje kriza, jugoslovanska, Milka Planinc, Boni, par, ne par, in to je seveda logistika bila, ne, problem. Treba je bilo imeti dosti bono za gorivo, treba je bilo imeti 2 avta skoraj, ne, dobro, potem smo se z enim kombinirali, pa smo se vozila, on imel par ali ne par in obratno, da smo kombinirali. In potem ti to pač preseda, plus to jutranje vstajanje, no. In je bila že razpis za Radio Brežice, da rabijo novinarja, takrat, ne vem, kdo je šel že stran. In sem se javil in sem bil sprejet v bistvu že, ne. Istočasno pa pride Janez Pezl, pa še en razpis je bil celo Studio D, takrat se je ustanavljal, je bil, ne vem, kdo je bil na SZDL, je bil takrat šef. Uroš Dular? Ne, Matjaž Verbič je bil sekretar. Ja, no, in on mene Uroš tam Dular je bil povabi, pa direktor. ker jaz sem imel pač faks končan, ne, novinarstvo. Ne, On je pa tudi FSPN-ju odzbil. Ja. Mislim, da je bil on uradno celo moj mentor, ko sem pač imel tisto pripravništvo, kako se uradno, čeprav nisem nikoli, nisem imela kontakta, samo napisan je bil. In tam sem prišel na razgovor za Studio D, čeprav meni radio tudi ni nekaj bil, da bi jaz na radio delal. Meni še zmeri staraj pisal, ko pa govoril, pa kamor je se sliko, ne. Ampak tam me niso zbrali, ne, mislim, ne vem, kdo je pa prišel, Sandi Pirš pa ekipa. Ja. Se ni, Sandi Pirš je tudi moj sošolc, nimam proti njemu na faksu, ne, čeprav on mislim, da ni končal fakultete. V glavnem, in potem pride Janez Pezl. Ja, mi tudi rabimo dopisnika za Posavje, jaz ne morem več pokrivati in Belo krajino in Dolenjsko in taratata. Poleg tega je takrat Gospodarska zbornica Posavja kupila novo kamero, da bo Posavc, ne. In sem začel malo proba, pa sem imel neki... Posavski obzornik ali kaj bo to? Ja, posavski, ker so bili regijski obzorniki, takrat je bil Belokranjski, Dolenjski, taratata. In seveda so rabili nekoga, da to skrbi, ne. Janez je res težko 3 regije v bistvu pokrival, ne. In pa sem malo začel, da čez pol leta so me pa zaposlili, ne. Tako da... In si bil pečen.
Ja, pa takrat mi je Janez sam rekel, veš, na 7 let moraš menjati službo. Ne, Ampak ti je nisi. ne, on jo je, on je Ja. šel z Dolenjskega na Ti si bil televizijo. skoraj 38 let pol, Ja. na Ni bi bilo hudo. RTV-ju. Pa to je, če bi bil v Ljubljani, ne bi zdržal, ne, sigurno ne, verjetno. No. Zdaj, tudi več možnosti, da imaš kam drugam, da greš. Ja. Tle sem pa ostal, ker sem bil relativno svoboden, čeprav je ta svoboda lažna. Ne. Relativno. Ja, skozi nekaj to novinarstvo, enkrat mi je Verica Marušič rekla, veš kaj, novinar si ali pa nisi, ne. Ti je rekla, to je tako kot, kaj je že, nosečnost, ne, to ne moreš biti neki, tudi je življenjski stil. Ne moreš ali si noseč ali pa nisi. Malo noseč, si ali pa nisi. Ja. V bistvu je to neki vrste življenjski slog, ne, bi danes rekli, lifestyle, ampak tudi danes v bistvu še zmeraj tako živim na nek način, ne, čeprav ni več to služba. Ostanimo še malo na tej televiziji, ki skoraj nič nismo bili pri njej. V bistvu to je samo 38 let trajalo. To, kar si počel, je zdaj težko. Ogromno stvari je bilo, ampak poročanje, vojni dopisnik, med vojno za Slovenijo, tam se je v Posavju marsikaj dogajalo takrat. Potem si poročal izbora za Miss sveta. Ja, dobro, to je bilo po moje želji, oziroma bolj želji mojega Potem so snemalca. te tam na Bohorci so te ugrabili, menda, pa še malo fasov si jih, ali kaj je bilo. Ne, tudi je bilo, sem že malo pozabil. No, pač tragedija na Blanci si bil zraven in si jo srečno odnesel. Zdaj, v bistvu, ko rečeš moje novinarstvo, televizija, česa se najbolj spomniš, pa česa se najbolj spomniš? Dobro, to, kar si naštel, so taki dogodki, ki so bolj odmevali, ne. Meni, recimo, dopisnik, bi rekel, z neke regije se bi tudi najedel po 38 letih. Ne, meni je bilo še zmeraj luštno delati, ker imam rad ljudi, s katerimi živim in tako naprej. Tudi tle, jaz se nisem spuščal v politiko, ali je bil SLS, ali je bil SDS, ali karkoli, mene to ni tangiralo. Nisem se nikoli opredeljeval. Do vsega sem imel enak odnos, ne glede kdo je, pa tudi če se nisem strinjal z njegovimi pogledi, recimo. Marsikdaj mi ni bilo všeč, tako kot mi danes ni. Ampak to je služba. Jaz danes, ko gledam novinarstvo, pustimo zdaj, se mi zdi, da to ni več novinarstvo, da to je zdaj, da so neke vrste sodniki. Ti, ko si se nekoga spravil, zdaj je konc. On je etiketiran, če si samo omenil, da je, ne vem, karkoli, je že, da si ga omadeževal na nek način. Premalo se tega zavedamo. Veš, jaz, ko sem delal na terenu, jaz sem živel s tem terenom. Meni ni vseeno, da nekdo pluva, pa več imam svoje poglede na to, raziskovalno novinarstvo reče, tega v Sloveniji ni, verjamem. Redki so, ki se s tem grejo, vse to je že naročeno ali pa tako plasirano, da ti sploh ne veš. Nekdo ti uvali nekaj in ti skočiš na prvo žogo, da boš prehitel unga. Hvala Bogu smo v Posavju bili novinarji dosti složni med sabo in smo sodelovali, nismo si metali polena pod noge, ker v Novem mestu mislim, da ni bilo glih tako, da ste se ločevali, eni nacionalni mediji, lokalni mediji in tako naprej, mi smo bili enotni. Jaz nisem nič zato več, ker delam za nacionalko, ko pa nekdo, ki je delal za Dolenjski list ali pa ne vem, lokalni cajtnik tam, ali pa mogoče celo tovarniško glasilo, celulozno. Ja, fotografija. Čeprav si bil televizijski novinar, imel si svojega snemalca, ampak praktično nikamor nisi šel brez svojega fotografa, fotoaparata in v svojem življenju si, vsaj glede na razstave, ki si jih imel v zadnjih letih, in pa tudi to, kar je videti na spletu, kar se potrudiš pa daš gor, ali poskeniranih starih fotografij, ali to, kar delaš danes,
čudovite reportažne fotografije. V bistvu si fotokronist Posavja. Če recimo gledam tvoje objave na Facebooku, pa saj ta človek nikjer ne manjka, on je pa praktično čisto povsod. Te vleče to, te veseli to? Ja, je že kot s to fotografijo sem začel že v osnovni šoli, ne. Potem sem recimo, no, ko si že omenil prej, v 8. razredu smo imeli novo šolo, smo imeli tudi temnico in tako naprej, kar prej ni bilo, ne, na šoli. Sem bil v tem fotokrožku in mi je profesor, nekaj je bil že tehničnega pouka, ne, dal fotoaparat, tle imaš pa sliki, vse te proslave, takrat sem jaz slikal in se mi je fajn zdelo, ne, seveda, jaz sem bil Fajza, ne? Sliko one, ki so nastopali in one, ki so tam bili publika, ne. In mi je bilo všeč to, ne. Potem v gimnaziji nisem glih s sabo nosil fotoaparata, tam imam najmanj slik z gimnazije. Sem sliko še zmeri, ampak tako, sem vzel aparat, pa sem šel okoli, ne. Neke tudi portrete, pa take stvari. Na faksu sploh ne, dvakrat sem nesel s sabo fotoaparat v Ljubljano, drugače ne vem, ni bilo časa. Čeprav sem imel željo, da bi enkrat v Ljubljano poslikal, pa je nisem, ne. In ko sem kupil en nov fotoaparat, sem ga pač tam na Čopovi ulici enkrat spraznil en film. Ker tu sem kupil unga 6x6, ruski Hasselblad. Lajka, kaj že bil, ljubitelj. Ljubitelj? Ja. Kijev je... Ne, Kijev je bil dražji. Se nisem mogel privoščiti. Si dalo pa žeblje zabijati. Potem pa, ko sem začel delati, pri Pionirju sem pa seveda spet na veliko sliko. Takrat je bilo tako, da mi je Toni Vovko, ki je bil moj šef kasneje, no, prvo ni bil, zadnja leta, mi je tako rekel, tle imaš naročilnico, kup si fotomaterial, ker ti plačati tega ne moramo, nimaš pa vpisal del, da moraš ti delati. Ti doma slike razvije, pa si kup malo več papirja, pa razvijalca, pa tako naprej, da ti ne moramo posebej vsako sliko, da ne bomo nosili vse novomeškim fotografom, če te lahko tudi ti sam narediš, ne. Seveda pa, ko sem šel na gradbišče, sem naredil 10 slik, takrat smo imeli. Pa si pa še punce sliko Pa sem pa še tisti film mogel ponuditi, da sem ga lahko razvil, da ni bil prazen na koncu, ne. Ker ti je bilo treba za glasilo oddati slike, ne. Ne samo, ker takrat, ko si šel na gradbišče, nisem naredil 200 slik kot danes, ne. No, portreti ampak so mi zelo všeč. Ampak v tem obdobju sem še nekaj časa malo več se fotografijo ukvarjal še s črno-belo. Potem je bilo obdobje, ki sem skoraj nehal, mislim, razen teh družinskih stvari, ne, dopusti, smučarija in tako naprej. Pol je prišel sin, ki je začel z motokrosom, sem tam spet se malo posvečal s tem fotoaparatom skakal. No, glavne se je pa začel z prihodom digitalne. 2004 sem si prvi aparat kupil digitalne, prej sem si nekaj probaval, pa sem rekel, to ni za mene. Če jaz pritisnem, pa je čez 2 sekunde slika, to ne pade. Sploh, ne vem, pri motokrosu se bojo 3 kroge že naredili, ko mi jaz izoštril, ne. No, pol so pa le prišli malo boljši aparati in tako naprej, da sem se odločil in pol seveda po temu primerno pa tudi ne znam nehati in to je to. Začetka sem bil vesel, sem rekel, ni več temnice pa to. Ampak danes pa problem je, sem sam sebi problem, ker hočem še pol te stvari pošlihtati, obdelati, kako zbrisati, ker pač ni v redu, ne, se ne rabiš vseh shraniti, že tako jih je preveč. Tako da jih je zdaj tam mislim, da se že približujem 1,5 milijona slik, tako da. Je pa glih problem, ne, recimo, zdajle me je klical bivši minister Andrej Vizjak, ki bo nagrajen za častni občan Brežic. Če imam kakšne njegove fotografije in nekaj imam popisanih, da je Andrej gor, ampak včasih ni bilo časa, pa če je nek dogodek, ko je 100 ljudi gor, tudi nisem napisal vsega, ko je gor, ne. Zdaj, ko gledam, pol ugotavljam, mater, pa tudi tle sem bil, pa tako naprej, ne, tako da je tudi. Jaz si veliko stvari si zapomnim, veliko si pa tudi sploh ne spomnim več, ne, recimo, ne. Ampak hvala Bogu ima fotografije, da lahko pogledam pa poiščem, ne. Ko si bil otrok, si delal šotore iz dek, Ja. z odej.
Potem si kot mladenič si štopal po Jadranski obali med drugim, recimo s kolegom. Samo enkrat. Pa v šotorih spal, danes potuješ z avtodomom. Potovanje je v bistvu tudi neke vrste tvoj način življenja oziroma neka strast. Ja, no to smo Zdaj si predsednik tega Karavaning kluba Slovenija, ne? Se pravi, kluba Združenja avtodomarjev, ne? Silom prilike. Ampak veliko potuješ zdaj. Zdaj greš, zdaj veliko potujem. Zdaj smo te ujeli na poti, ne? Med Brežicami in Španijo. Lahko bi Španijo. več, glede na to, da sem zdaj v penziji že skoraj 3 leta, bi lahko več, ampak imamo pač druge težave, ne, recimo z raznih jaz niti ne toliko, žena bolj zdravniških pregledov, potem imamo njeno mamo, ki je treba poskrbeti, plus da imamo še doma in pse in mačke, ki jih je pač išče, ker je bila Damjana žena več kot 10 let predsednica tega društva za živali, Zaščito. Ja. Takrat je to intenzivno dogajalo, zdaj je to sicer predala to funkcijo, ampak mačke pa še zmeraj najdejo pot k nam, pa čakajo posvojitelje, ki jih je pa vsak dan manj. Šotori začeli se, mislim, da pol na faksu, ko sem začel surfati, smo začeli potem skupaj hoditi na Jadransko obalo surfati in smo tudi šotore postavljali, smo kampirali, ne. Potem je bila ena skupina, ki smo po moji služenju vojaškega roka, se pravi, jaz sem se 84, oni so 83 začeli, v bistvu se je s tem začeli, že s surfanjem se je začeli, smo se pač družili, surfači iz tega konca Brežice Krško, tudi Novomeščani, recimo, ena dva sta prišla vmes zraven. Smo tudi kampirali, hodili smo nad Kon, pač en nudistični kamp, ki še danes obstaja. Pol se je pa bolj nehal, ko je prišel sin, smo začeli pa bolj nekaj, ne hotele, res nisem nikoli hodil, no. Smo bolj hodili neke apartmaje, neko obdobje, dokler ni spet začel motocross in potem smo kupili nek kombi oziroma avtodom predelan za prevoz motorjev, pa se je pa začelo to avtodomarstvo. Danes, zdaj že drugi mandat predsednik tega Karavaning kluba Slovenije, edini klub, ki je v Sloveniji, njegovih članov je bilo pred leti že tam okoli 700, zdaj nas je skoraj pol manj, malo je kriva bila korona, malo je ta starostna struktura, ljudje pač odhajajo, ali ne morejo več voziti, ali drugih zaradi bolezni in tako naprej. Nekaj jih je tudi pomrlo, normalno. Jaz zdaj še vztrajam ta mandat, potem pa bom to prepustil. Saj mi ni problem delati, ampak ljudje so tako zahtevni ratali, vsi bi imeli pa nič plačali, pa nič naredili, ne. Tistega entuziazma, udarništva, ko so bili naša generacija vajeni, smo se zmenili, pa smo naredili, ni več, ne. Danes ali boš plačal, kar pa spet ni denarja za to, ne glede, pa še to je, no, tako kot prideš, če bi prišel kot, ne vem, strelski klub ali pa bilo kjer k nekomu, pa ti bo nekaj dal, ne, ko pa rečeš, da si ti avtodomar, pa reče, pa se ti imaš za 100 € avtodom. Jaz ga nimam, no, recimo, ampak nekateri ga pa imajo. In temu primerno je odziv, ne. Ni več, ne, prej je bilo pa tako, ne, teh 700 članov, vsi so plačali trošarino, denarja je bilo dosti. In so si lahko pač tisti, ko so hodili, ne, saj niso vsi, eni so plačali članarino, zato da so imeli neke ugodnosti pri zavarovanju in tako naprej. Pa teh popustov se pa nikoli nismo šli preveč, da bi takrat, ko je poletje, ko je sezona, ti noben itak ne da popusta, ko je pa izven sezone, kaj imaš pa itak, ne glede, ali si član ali pa ne, ker se borijo za goste. Zato, da sploh kdo pride. Ja. Uživaš v potovanjih? Ja. Kaj te pri tem? Ne, jaz, se pravim, jaz naraj gremo sama ženo, no, dober, pse vlačimo samo. Zato jaz s fotoaparatom hodim, jaz ne znam več, tudi na Vaško Veselico ne brijem, ali pa ne vem, moj sin zna
iti na koncert, pa narediti 2 slike, pa se usede pa posluša. Jaz bom od prvega komada do zadnjega bom s fotoaparatom skakal, pa lovil še kak kadar, pa še zestari, pa zune, pa ne vem kaj. Isto je na potovanjih. Damjana v 2 urah hoje po mestu bi že imela kar dost. Jaz bi pa še kar nekaj šel pogledat, pa še uno, pa dajma še tole se zdvigati. Tako da mi ni nikoli dolg čas. Včasih se usedem tudi, ko imam 4-kolesnika s sabo vozim, se usedem na motor in po 3 ure ni. Grem okoli, malo po hribih, malo po obali, take kotičke iščeš, ne samo znamenitosti, te turistične. Tudi to si pogledam, neč ne rečem, da ne. Nimam nič proti tem, ne. Če si že v Parizu, boš pogledati Eiffel stolp normalno, pa še kaj drugega, ne. Ampak je zanimivo še kaj drugega, ne. In z avtodomom si pač nisi toliko vezan, sam svoj gospodar se greš, kdaj češ, če ti je všeč. Marsikdaj, jaz neke stvari si planiram, večina pa pol tako sprot. Glede na vreme, glede na počutje. Pa rekla žena, da bomo malo, ona bi dlje ostala na enem mestu, jaz držim 2-3 dni več, ne, pol se treba pa že premakniti. Se mi zdi, da sem že vse videl, mislim vse. Lej, vse hodimo, potem recimo zdaj hodimo v Španijo čez zimo, ne. Pa se vračaš v neke kraje, ki se ti pač blizu, všeč, ja. pa še zmer nekaj novega najdeš, ne, ker lej, to so mesta po par milijonov tudi, ki je živi, ali pa zdaj letos smo v Turčiji, mislim, to ne moreš nikoli, zmeri boš nekaj najdel, če češ, ne. Lahko se pa usedeš na prvo plažo, pa 12 ur v sonce gledaš, ali pa nekaj tam se namakaš, ne. Kar pa meni nikoli ni bilo všeč, ne. Tudi, ko smo hodili s to klapo, jaz sem surfal, punce so v glavnem ležale na plaži cel dan, ne. Dobro, je bilo treba vmes tudi kaj skuhati, pa spiti. Ja, tole je. Zadeva je kar nekako sva zaokrožila vse skupaj. Ja, lej. Zdaj, če bi bilo to javno, bi rekli, zdaj pa še vprašanje publike, ker publike ni. Bova zaključila. Goran, hvala za pogovor. Ja, meni je bilo všeč, no, moram povedati, da se midva poznava tudi že nekaj časa, ne. Ja, Pred tem najnim pogovorom sem šel gledati, kdaj sva bila skupaj, tako da sva tudi spala skupaj, no, in to je bilo leto 99, ko smo bili na smučariji na Kaninu, to je bilo društvo novinarjev, organizirali, takrat sem par let hodil, jaz tudi to na smučarijo. Stiš je bil, ja. Potem pa ne vem, nekaj Bruslo. v glavnem smo se je bolj pil, kot smučali, ne. Jaz sem že takrat bordo, sem tako, da sem malo izstopil, nisem bil glih, ne. Borderske discipline pa nisem imel, da bi lahko tekmoval. Pa bila sva skupaj na Bruslu, takrat so nas povabili v Evropski parlament, pa na NATO. NATO pakt, ja. In danes, ko gledam, ne, ta NATO, na žalost, že takrat mi ni bil všeč. Ne, tudi mene. Ker smo se pogovarjali, to je bilo leta 99, ko je bila ta kriza v Jugoslaviji, bivši, no. In najbolj se spomnim, ko smo na neko vprašanje, ne vem, kdo ga je postavil, enote za hitro posredovanje bi oni v 3 letih bi prišli na neko krizno žarišče. Se pravi, v 3 letih je lahko te vojne konec, ali so pa že vsi pomrli. Mrtvi, ja. Ne, tako da danes jaz od tega NATO nič ne pričakujem, po pravici povedano. Si rekel, da te politika taka... Ne, danes me pa jezi to. Ne, lej, danes, jaz mislim, da bomo mogoče tudi na to temo govorila o novinarstvu danes. Meni je žalostno. Imel namen, lej, še en list vprašanj v zvezi z novinarstvom, pa nisva prišla do tam. Ja, žalosti me, da je ta poklic rato to, kar je, ne. To ni več novinarstvo, kar se mene tiče. In se bojim, da bo tudi izumrl na nek način. In jaz. Verjetno bojo še neki, lej, jaz danes nimam časopisa nobenega naročenega, berem te, kaj so že, družabne objave na spletu, Facebooku in tako naprej, spremljam. Je veliko takih, ki niso novinarji, ki pišejo, ali pa dobro, recimo Uroš Lipušček, njegove zapise tudi rad preberem, ker se mi zdi objektiven, drugače gleda na stvari kot aktualna politika in kot novinarska srenja. Pustimo, verjetno pri vas na Dolenjskem listu je to drugače, ker ste pač manj vpleteni v to, ampak sploh pa ta mednarodno, to je,
da mi gledamo, kako to se tam pobija, pa to, ali je to v Ukrajini, ali pa v Gazi, ali pa ne vem kje. Žalostno. Pustimo to. Pustimo. Hvala. Hvala tebi obisk. za povabilo. In, Pa upam, da se, ko prideš iz Španije, dobiva na... jaz upam, da boš oditi do penzije, pa se bomo kje drugje srečali. Bom za tabo vozil z avtodomom. Ok, zmenjeno. Hvala.